V okviru 16 dnevov svetovalnih središč je javni zavod MOCIS pripravil 4. strokovni posvet za delodajalce, ki so ga letos v okviru Dneva za znanje poimenovali Delodajalci sindikati z roko v roki, naučimo se sodelovati. MOCIS, ki v okviru evropskega projekta izvaja brezplačne programe za zaposlene, želi razviti in poglobiti partnerstva s ključnimi deležniki v Koroški regiji. Cilj sodelovanja je povečati informiranost delodajalcev in dostop zaposlenih pri vključevanju v vseživljenjsko učenje. Javni zavod MOCIS je pripravil že 4. strokovni posvet s koroškimi delodajalci, ki je tokrat nosil naslov Delodajalci sindikati z roko v roki, naučimo se sodelovati. Ja, vsako leto se v okviru svetovalnega središča Koroška odločimo, da pripravimo en posvet. In letošnji je namenjen tako delodajalcem, kakor tudi v povezavi s sindikati. Naš projekt namreč predvideva, da bi se delavci izobraževali, se pravi predvsem tisti ranljivi, starejši in pa manj izobraženi, in seveda jih je potrebno pri tem spodbujati. Zdaj, časi te korone so tudi posebni, tako da vseeno smo rekli, je treba tudi v tem času nekako živeti naprej, tudi delodajalce spodbujati, da zdržijo, da ne gre do toliko odpuščanja, če je le možno. Na drugi strani so pa seveda sindikati kot predstavniki delavcev, ki lahko tudi zelo odigrajo svojo vlogo pri tem motiviranju ljudi in potem namen je, da skupaj iščemo rešitve. Iniciator dnevov za znanje, ki so potekali po celi Sloveniji, je Andragoški center Slovenije. Veliko je odraslih, ki ne vejo, da je prav v zadnjih letih veliko teh možnosti brezplačnih, bodisi za zaposlene, bodisi za različne starosti. Imamo medgeneracijske centre, ki ponujajo za različne starostne ciljne skupine brezplačno izobraževanje. Od leta 2016 do 2022 ponujamo brezplačno svetovanje in brezplačno izobraževanje za dvig kompetenc zaposlenih. In s temi dnevi želimo širiti te informacije tudi do zaposlenih, ki teh informacij ne dobijo v podjetju. Na tokratnem posvetu, ki je potekal v sodelovanju z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, so govorili o povezavi sindikatov in delodajalcev. Andrej Zorko, izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za pravna in sistemska vprašanja, je predstavil nov način povezovanja delodajalcev in sindikatov. Na kakšen način lahko delodajalec skupaj z sindikatom poskrbi za to, da bodo delavci zaposljivejši, bodisi znotraj podjetja, bodisi da v primeru, recimo tako kot je v primeru Adienta, ko izgubijo zaposlitev, da bi lahko čim hitreje si našli novo zaposlitev pri drugem delodajalcu. Gre predvsem za to, na kakšen način motivirati tako delavce kot tudi delodajalce, to je, da bodo začeli vlagati v ljudi, to je, da bodo ljudje naenkrat, da bodo delavci ne strošek pri delodajalcu, temveč morda, da bodo delodajalci tudi prepoznali, da je delavec lahko investicija. To je bodisi investicija v novo proizvodnjo, ki jo delodajalec, koliko želi slediti novim trendom, dvigovati produktivnost, jo mora seveda tudi nabavljati novo tehnologijo, nove stroje in kako usposobiti zaposlene na tem. Seveda, in tukaj gre predvsem za to, kako delavce in delodajalce zmotivirati za to, da bodo začeli vlagati v znanje, v vseživljenjsko učenje, v ljudi, torej, da bodo ljudje zaposljivejši. To pa predstavlja nek nov trend tudi v delovanju Zavoda za zaposlovanje, je prepričan Zorko. Kajti pri nas se zavodi za zaposlovanje primarno ukvarjajo z brezposelnimi, in je njihov fokus na usposabljanju brezposelnih ljudi, doben se pa ne ukvarja z zaposlenimi, se pravi, doben se ne ukvarja na kakšen način preprečiti, da bi ljudje šli v odprto brezposelnost, tudi s pomočjo znanja, veščin, usposabljanj, vseživljenjskega učenja in tako naprej. Kakšno je sodelovanje sindikatov in delodajalcev v slovenjgraškem podjetju Adient, je predstavil predsednik sindikata v tem podjetju Bojan Rošer. Ja, trenutno glede razmer bom rekel, da niso rožnate, ampak pot, ki smo jo kovali dejansko 30 let s tem sindikatom, je dobro skovana. Zdaj, žal so se strani lastnikov odločitve drugačne, imamo zdaj le malo
krize, ampak jaz imam upanje, da tudi ta kriza v našem podjetju z skupnimi močmi nekod pride na zeleno vejo, da bomo lahko tudi ta temelje, ki smo jih ustvarili, tudi uporabljali še v prihodnje. Ker da izpostaviš neki normalni odnos, dialog z delodajalcem, to ne gre čez noč, to mora biti kilometri, to so dolga pogajanja, trudi in da prideš do neke rešitve, ko so tudi delavci zadovoljni. Škoda je vsakega delavca, ko z našega podjetja odhaja, ker so pridni delavci in veliko truda so vložili noter v to podjetje, ampak žal trenutno pač ni dela za vse. Bi rekel, da kriteriji so bili kar solidno dogovorjeni, ampak ker so bili pač v podjetju res tisti delavci z dolgoletnimi stažom, ni šlo drugače, kot tudi te so mogli voditi. Vesel je, da se skupno pripravijo tudi dogodki, kot je bil tokratni Mocisov posvet za delodajalce. Posebej pa podpira tesno sodelovanje delodajalcev in sindikatov. Jaz se pač rečem, da sem vesel, da se mogoče tudi strani sindikata in pa delodajalcev takele kombinacije ustvarijo, da si lahko mogoče tudi kdaj sežemo v roko pa rečemo, da edino ta pot je pravilna za delavce, da tudi sindikat in delodajalec sodelujeta. Pa bom rekel, da smo mogoče eden izmed bolj redkih podjetij, ko to funkcionira. Dobro sodelovanje sindikata in delodajalcev v podjetju Adient je predstavila direktorica kadrovskega sektorja v tem podjetju Vlasta Čremošnik. V vseh teh letih smo uspeli zgraditi partnerski odnos, seveda je pa za nami mnogo let truda, tudi dodatnih izobraževanj, katere smo mogli v bistvu implementirati v naš proces, tako za vodstvo kot tudi za sindikat. Menimo, da lahko delodajalec in sindikat z roko v roki v bistvu dosegata odlične rezultate in lahko rečem, da tudi v naši družbi smo v preteklosti kot tudi še danes dosegali odlične in dobre rezultate, kar je v bistvu tudi rezultat tega našega truda na tem področju. Kako pa gledajo na pomen izobraževanja zaposlenih? Ja, se zdi, kar se tiče strani izobraževanja, to je en tak dolg proces, kjer je pač treba ugotoviti najprej, kje so pomanjkljivosti znanja, bodi si je to na področju zakonodaje, bodi si je to na področju komunikacije, bodi si je to na področju nekih, ne vem, kompetenc ali vodstvenih. Skratka, rezultat tega našega dolgoletnega dela je v bistvu na tem področju, da ko se podjetje znajde v določenih situacijah, ne vem, tudi v kakšni svetovni krizi, kot veste, 2008-2009, ko so podjetja množično odpuščala, tudi v takih situacijah mora biti sodelovanje vodstva in pa sindikata konstruktivno in pa v bistvu usmerjeno na nek način k temu, da je naravnano v prid zaposlenih, Janja Bartel je predstavila projekt Svetovanje zaposlenim, v okviru katerega so izvedli 570 prvih srečanj, 947 obravnav, od katerih so jih zaključili 528, kazalnik uspešnosti pa je 96,4%. Urška Nova-Klešnik pa je predstavila projekt pridobivanje kompetenc zaposlenih na Koroškem, kjer je bilo v 47 skupinah vključenih 538 udeležencev, od katerih je bilo 305 starejših od 45 let. Uspešnost pa je 94%. Kaj pa na Mocisu opažajo skozi leta, ko izvajajo te projekte? Na Koroškem v bistvu s podjetji kar dobro sodelujemo. To je dejstvo. Je pa res, da je letošnja situacija pa kar porušila stvari, tako da moramo kar malo več truda vložiti v to, da vzpostavimo kontakt s podjetji, predvsem ko začneš pač govoriti o izobraževanju in je tudi tu potrebno kar nekaj motivacije, da jih prepričamo, da pač življenje gre naprej. Morda malo z upočasnenim tempom, ampak da tudi v tem času, da moramo razmišljati za naprej. Kako pa je s tem v ostalih delih Slovenije?
Iz leta v leto več. Ko smo leta 2016 začeli, so bila podjetja kar skeptična, da država ponuja te brezplačne možnosti, predvsem ker je to sofinancirano strani Ministrstva za izobraževanje, so bili bolj navajeni strani Ministrstva za delo, pa Ministrstva za gospodarstvo. Zdaj pa iz leta v leto se jih več odloča, malo se tudi širi dober glas, ko zvejo, da so v sosednjem podjetju zelo zadovoljni, tako v kadrovskih službah kot sami zaposleni, se potem tudi sami odločajo in nas tudi že